Lepo pozdravljeni, sem profesor dr. Špela Smrkolj, onkoginekologinja z Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Tema, o kateri bom govorila danes, je okužbe s humanimi papilomavirusi oziroma na kratko HPV, ki je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, ki jo lahko preprečimo s cepljenjem. Humani papilomavirusi ali na kratko HPV so majhni, zelo raznoliki virusi z mnogo različicami, ki jih imenujemo genotipi. Poznamo več kot 200 različnih genotipov HPV. V grobem jih razdelimo na manj nevarne genotipe ter nevarnejše genotipe. Med manj nevarnimi genotipi sta najbolj znana genotipa 6 in 11, ki povzročata genitalne bradavice in rekurentno papilomatozo grla. Najpogostejši nevarnejši genotipi pa so 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 in drugi, ki pa povzročajo predrakave spremembe in rak materničnega vratu, nožnice, zunanjega spolovila, zadnjika, penisa, žrela in ustne votline. V primeru HPV je bila prvič v zgodovini medicine dokazana neposredna in nujna povezava med virusi in rakom, za kar je profesor dr. Harald zur Hausen leta 2008 prejel Nobelovo nagrado. HPV povzročajo različne vrste bradavic, ki običajno vzniknejo na koži kjerkoli po telesu. Na tem diapozitivu je prikazanih še nekaj različnih bolezni, povzročenih s HPV. Od leve proti desni zgoraj vidimo genitalne bradavice na perineju in obzadnjiku, papilomatozo grla ter navadne kožne bradavice. Od leve proti desni spodaj pa vidimo z operacijo odstranjen preparat raka materničnega vratu ter rak zadnjika. HPV živi v koži ali sluznici in običajno ne povzroča nikakršnih težav. Osebe, ki nimajo nobenih bolezenskih znakov ali težav, lahko nevede prenašajo virus. Na svetu je vsaj 600 milijonov ljudi okuženih s HPV. Velja, da se večina spolno aktivnih žensk in moških vsaj enkrat v življenju okuži s HPV. Znano je tudi, da 90% okužb s HPV samih izzveni, torej brez zdravljenja, v 12 do 24 mesecih. Kako se HPV prenaša? Okužba s HPV je, kot že omenjeno, najpogostejša spolno prenosljiva okužba. Vsaj enkrat v življenju se okuži večina spolno aktivnih. Okužba se prenaša s tesnimi stiki, s kožo ali sluznico okužene osebe, torej med ljubkovanjem, stiki s kožo genitalnega področja, med vaginalnimi spolnimi odnosi, analnimi spolnimi odnosi, oralnimi spolnimi odnosi ter tudi s spolnimi odnosi med istospolnimi partnerji. Med različnimi deli telesa lahko prenašamo tudi z rokami. Okužba se lahko prenese tudi z matere na novorojenčka v porodu. Čeprav je večina okužb s HPV prehodne narave, se pri 5 do 10% okuženih žensk razvije trajna okužba, ki predstavlja večje tveganje za razvoj raka. Največ okužb s HPV je v starosti 20 do 25 let oziroma kmalu po začetku spolnih odnosov. Breme bolezni, povezanih s HPV, je po svetu veliko. Nevarnejši genotipi HPV so v svetovnem merilu vzročno povezani praktično s vsemi primeri raka materničnega vratu, z 88% raka zadnjika, z 78% raka nožnice,
25% raka zunanjega spolovila, 50% raka penisa ter 31% raka ustnega dela žrela. V Evropi za rakom materničnega vratu letno zboli okoli 60.000 žensk in umre okoli 24.000 žensk, kar uvršča rak materničnega vratu na 6. mesto med raki pri ženskah in na 2. mesto med mladimi ženskami, starimi med 15 in 44 let. V Sloveniji v zadnjih letih povprečno zboli za rakom materničnega vratu na leto 120 žensk, 40 do 50 jih umre. Pri približno 1000 ženskah letno pa odkrijemo nove primere predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje. V Evropi HPV pri ženskah in moških povzroči največ genitalnih bradavic, raka materničnega vratu pri ženskah, raka glave in vratu ter zadnjika pri obeh spolih ter raka zunanjega spolovila pri obeh spolih. Bolezni, povzročene s HPV pri obeh spolih, tudi v zelo razvitih državah, kjer imajo organizirane presejalne državne programe, v zadnjih letih počasi, a vztrajno naraščajo. Dober primer tega je porast raka zadnjika pri obeh spolih, kar prikazuje spodnji graf. Zaradi naraščajočega bremena bolezni, povzročenih s HPV, narašča tudi ekonomsko breme, ki ga prinašajo neposredni stroški zdravljenja zaradi okužb s HPV. Po različnih opravljenih študijah se ocenjuje, da zdravljenje predrakavih sprememb ter raka materničnega vratu prispeva 36% ekonomskega bremena bolezni, 24% prispevajo neposredni stroški zdravljenja genitalnih bradavic, zdravljenje ostalih bolezni, ki so s HPV povzročene, pa predstavlja 40% ekonomskega bremena. HPV okužbe lahko zelo uspešno preprečujemo. Znan je tako imenovan ABC pristop, kjer A, angleško abstinence, pomeni odlaganje prvega spolnega odnosa, B, angleško be faithful, pomeni zmanjševanje števila partnerjev, ter C, angleško kondom, pomeni dosledno uporabo kondoma. Obenem so za preprečevanje okužb s HPV pomembni še redni preventivni ginekološki pregledi s citološkim brisom pap. Priporoča se tudi prenehanje kajenja. Najučinkovitejši ukrep preprečevanja okužb HPV pa je cepljenje proti HPV. V Sloveniji imamo že od leta 2003 vzpostavljen vseslovenski organizirani presejalni program ZORA za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu. Z njim odkrivamo bolnice v navidezno zdravi populaciji. Presejanje izvajamo pri ženskah v starosti od 20 do 65 let. Včasih je ob odkritju bolezenskih sprememb materničnega vratu potrebna še dodatna diagnostična metoda, to je kolposkopija. S pomočjo brisa pap in HPV testa odkrivamo tiste ženske, ki imajo večjo tveganje za bolezen, če pa bolezen odkrijemo, jo tudi zdravimo. Slovenski strokovnjaki podpiramo cepljenje proti HPV, ki prepreči okužbo z genotipi HPV, ki so v cepivu, prepreči razvoj bolezni, ki jih povzročajo ti genotipi, zmanjša število patoloških pap brisov ter zmanjša število pregledov in posegov ter njihovih posledic. S cepljenjem proti HPV lahko uspešno preprečimo okoli 75 do 85% predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, okoli 90% raka materničnega vratu, okoli 75 do 85% s HPV povezanih predrakavih in rakavih sprememb nožnice in zunanjega spolovila, okoli 85 do 95% s HPV povezanih predrakavih in rakavih sprememb zadnjika pri obeh spolih in okoli 90% genitalnih bradavic pri obeh spolih. Cepivo je najbolj učinkovito, če ga opravimo pred prvim spolnim odnosom,
takrat je tudi imunski odziv najboljši. Cepivo ni terapevtsko, to pomeni, da ne pozdravi že obstoječih okužb. Ker kljub cepljenju obstaja možnost okužbe s preostalim, visoko tveganim HPV in možnost razvoja raka materničnega vratu, je treba tudi po cepljenju nadaljevati s preventivnimi ginekološkimi pregledi. V Sloveniji je cepljenje proti HPV od leta 2009 na voljo brezplačno vsem deklicam v 6. razredu osnovne šole, po novem tudi zamudnicam, ki se še niso cepile po programu. Do 15. leta starosti je za cepljenje potrebna privolitev staršev. Samoplačniško se lahko cepijo tudi ostale ženske ter moški. Vsako leto se v Sloveniji cepi proti HPV le okoli polovica vseh deklic, ki jim omogočamo brezplačno cepljenje. Najvišja je precepljenost v Ravnah na Koroškem, najnižja je v Ljubljani, kar je razvidno iz spodnjega diagrama. Če bi v Sloveniji proti okužbi s HPV cepili vsa dekleta, bi bila zaščita pred nastankom raka materničnega vratu malo nad 90%, pred nastankom predrakavih sprememb materničnega vratu pa malo pod 80%. Omenjeno prikazuje spodnji graf. Strokovnjaki priporočamo cepljenje proti HPV za oba spola, za deklice in dečke torej. Zakaj pa je pomembno, da cepimo tudi dečke proti okužbi s HPV? Po okužbi s HPV po naravni poti moški ne razvijajo zadosti protiteles in ta protitelesa niso vedno zaščita pred ponovno okužbo. Prevalenca genitalnih HPV okužb je višja pri moških kot pri ženskah in se s starostjo pri moških ne znižuje. Visoka HPV prevalenca pri moških je posledica ponavljajoče ali večkratne okužbe z več med seboj neodvisnimi genotipi HPV, pot okužbe pa gre prek kože in ne prek sluznic. Moški imajo tudi več okužb ustnega dela žrela ter genitalnih bradavic kot ženske. Prenos okužbe s HPV je pogosteje od ženske na moškega kot obratno. Moški zato potrebujejo zaščito. Tako imenovana čredna imunost s cepljenjem deklic in žensk ni dovolj za zaščito moških. V Avstraliji zelo uspešno cepijo proti HPV deklice že od leta 2007 in dečke od leta 2012. Avstralija je tako napovedala, da bo po vsej verjetnosti postala prva država na svetu, ki bo izkoreninila rak materničnega vratu do leta 2034. Naj svoje predavanje zaključim z naslednjim. Okužba s HPV je zelo pogosta, vsaj enkrat v življenju se okuži večina spolno aktivnih. Večina okužb izzveni brez posledic, nekatere pa povzročajo resne predrakave in rakave bolezni. Zdravljenje bolezni, ki so posledica okužb s HPV, ima lahko tudi resne posledice, kot je na primer prezgodnji porod. Precepljenost proti okužbam s HPV je v Sloveniji prenizka. Cepljenje mladostnikov obeh spolov bi močno zmanjšalo breme bolezni, ki jih povzročajo HPV. Cepljenje proti HPV nima nikakršne povezave s tveganim spolnim vedenjem, kajti kanadska raziskava je pokazala, da cepljene deklice redkeje začnejo s spolnimi odnosi v mlajših letih, imajo redkeje večje število spolnih partnerjev in nam pogosto zanemarijo načela varne spolnosti kot pa necepljene deklice. V upanju, da v prihodnje skupaj preprečimo še več okužb s HPV, vas lepo pozdravljam.